Zdaj, konc, da mi povej, prej sem se že pogovarjala, ti si šel tudi čez par takih malo težjih stvari in me zanima, kar se tiče burnouta. Ja. Koliko časa nazaj si šel čez to, pa koliko časa je mogoče trajalo, ali pa kdaj si se zavedel, da je... Jaz zdaj, ko pogledam nazaj, mi je vse jasno, ne. A veš, 2017 se mi je to zgodilo. Dejansko... V bivši firmi. V bivši firmi. Ampak tako, jaz danes, ko greš enkrat, ko je to enkrat tvoja osebna izkušnja, ko greš enkrat čez to, se kdaj, kaj bereš, kar malo nasmejiš, ko si pravi, pa preveč dela, a veš. To se ne zgodi nikoli od preveč dela. Jaz pravim vedno, preveč dela je tako, ko bi šel nepripravljen teč ljubljanski maraton. Pač, ko ne moreš več, se ustaviš in ne greš več. Tle je okolje, v katerem delaš, predvsem pa odnosi, pa predvsem tvoja osebnost, Katarine, toliko. Pri meni osiva je perfekcionizem, a veš, da ne spustiš nikoli, da grizaš in to je pol en tak skupek nekih takih osebnih lastnosti, okolja, v katerem delaš, odnosov, v katerih si te pol pripelje do tega, ne. Tako da mene je zelo spremenil pa naučil marsikaj, no, tako da, ja. Ampak tudi, ko sva glih pri športu, pa govoriva o kolesih, a veš, jaz danes, ko vidim, jaz vedno rečem, pa velika večina noče slišati, pa tudi kdaj se kakšen stran obrne, polka me vidi, ampak jaz, ekstremizem v amaterstvu je vedno umik od sebe, pa beg od sebe, to sem jaz delal. To sem jaz delal na kolesu. Jaz sem imel zajebano odgovorno službo, doma nisem nikoli govoril, da je to težko, pač, ker sem rekel, taka služba je, ima bonus, je dober zaslužek, imam določene bonitete, živimo tisto življenje, ki ti ga diktirajo drugi, da je to sanjsko življenje, da imaš dober avto, da si lepo oblečen, da greš na počitnice, da je potovanje in zatem se pol ženeš. Ko te sprogramirajo, zato si pripravljen vedno več vlagati, pa to, ker veš, da je to naporno, pa družina, pa otroci pridejo doma, probaš to nekaj kompenzirati, ne. In jaz sem to probal kompenzirati s kolesom, sem tudi, ko pogledam nazaj, tam me je odnesel. In to jaz vidim, danes tega je v tem amaterskem kolesarstvu enormno. A veš, jaz sem probal teč, sem probal kolesarstvo in točno vem zdaj, ko nazaj pogledam, kaj je bilo to, ne. Tam sem se pa pripeljal dejansko, da sem se skuril še fizično, ne. Ker tam je pa, ker reče se šel uživati na kolo, kje se pa pelil? Sej, a veš, tako je bilo isto z mano, jaz sploh ne vem, kje sem se pelil, To je bila moja glava, pa tiste številke na števcu, vsakeč je mogel iti hitreje. Zdaj tisti, ki poznajo, vejo, kako sem se vozil, ne. Se pravi, v bistvu se niti nisi spucal na kolesu, kje je spucal? Obal sem še fizičen del telesa, ne. To je to. Kaj pa, koliko si pa takrat, ne vem, spal? Ali pa mogoče, a si si sploh zavedel, da prihaja Kje? Ne. Ko te bo odrezal? Jaz, tako, takrat sem imel občutek, vem kaj ne, te karakiram, da si Superman. Jaz nimam meja, ne. Ja. Pol je pa, veš, sej, in tako, vedno, ko je bilo bolj naporno v službi, pol je še, vse veš, zdaj to stopam doma, spet greš na kolo, rabim kolo, ne. Tam je šlo vsakič hitreje, pa je bilo to vedno več, a veš, vedno bolj ta adrenalin iščeš, meni je tako, mene je odrezal, ponavadi se zgodi to, ko se telo umiri. Nikoli se ti ne zgodi tisto, ko si poln adrenalina, ko v službi delaš na polno, ko si na kolesu na polno, takrat, ko si skozi akciji, ko se umiriš. Meni se je to zgodilo na dopustu, recimo, tako, začeli dogajati neke zgodbe, ki jih nisem poznal, Ampak pol gre zelo strmo nadol, no. Ko enkrat prestopaš to mejo, ali pa si dolg čez mejo, gre to tako zelo strmo nadol, pa tega ne moreš ustaviti. Če ti telo izčrpavaš, ubijaš 25 let, kaj vem, koliko pol, ne moreš pričakovati, da bo šel en teden stvari rešil, ker se jih narobe delo 25 let, ne. Pa je bilo tako tudi, ne vem, da si ti kaj zvrtel, ali... Se s tem se z vrtoglavico sli začeli. Pač je bil nek daljši izlet s čolnom, smo šli veliko sonca in jaz sem tako, kaj vedno, ne. To povezal, sej, na čolnu smo bili sončarca, pred čolna, vrti se mi v glavi, malo odležal, dokler sem bil na dopustu, je bilo to v redu, ko sem pa vrnil v službo, je pa tako v 3 dneh je
razpad sistema, totalen, glava, fizika, telesa, vse naenkrat je šlo tako nadol, psiha, vse. Ti ne znam povedati, tako eno črno luknjo padaš. Okay. Najhuje pa, ker ne veš, kaj se s tabo dogaja. Ker hodiš okrog zdravnikov, iščeš odgovore, vse gre na slabš, pa vsi ti reče, da je v redu, ker dejansko krvna slika, to je v redu, to je zruš se nekaj drugega. Ne. Kako pa, se pravi, ti si se zavedel, da nekaj ni ok? Ja. Kakšno je pa takrat počutje? Kako, a znajo, da to lahko sploh opišeš? Težko opišem z besedom tako, da bi nekdo, ki to posluša, sploh dejal, kaj se s tabo dogaja. Veš, jaz dejansko, če ti povem, nisem mogel spojslo ostati, pa do WC-ja tle. Nisem Kaj, tako, kakšne migrene ali kaj glava? Ne, to se začne pol. To so panični napadi, srce razbija, ne vem, zvoki. Recimo, ko sem šel tam, jaz sem takrat pač v službo, nisem mogel iti, nisem bil sposoben avta voziti od začetka. Lahko nekako sem še funkcioniral, da sem hodil nekaj izlet, ampak če sem hodil ob cesti, recimo, to je tako, ta promet, avti, da se ti skozi glavo vozijo, tako so te zvoki, a veš, te naravni. Sem šel v trgovino, sta se 2-3 pogovarjali, sem pustil tam košara, pa ven laufal, pa si ušesa zatiskal, pa tako, res, grozen je, ampak... Koliko cajta pa to v bistvu trajal, pa kako si v bistvu šel čez to? Pa jaz tako v tej svoji zgodbi bi rekel, da sem imel kar srečo. No. Okay. Jaz, ne vem, to se šliš grozen, ampak telo dejansko pripeljaš do točke in vse skup, da hočeš vse skup pogaziti. Meni je prišla, takrat sem se začel zavedati, da je nekaj, ki so prišle te misli, da bi se pač končal vse skup, ker ne moreš funkcionirati, nič, ne paše ti jesti, ne spiš, ti panični napadi te izčrpavajo. A veš, nisi koristen ne družini, otrokom, nič. Ponavadi pri nas moških, ki si bil prej nekje na vrhuncu, vse je laufal, kar naenkrat te ni, pol te še lasten ego poje, te zabije do konca dol, pol še psiha začne nagajati. Takrat sem se začel zavedati, oziroma to bil pri sebi, da sem se ustrašil. Ne. Da sem rekel, zdaj pa z mano, to nisem več jaz, ker pa jaz o tem razmišljam, ker nisem človek, ki bi si kaj naredil. Jaz si prej ne bi mogel šivanke v prst zapičati, pa razmišljaš, da bi se po domač kar fento, ne. Pa sem rekel, zdaj pa gremo nekam. Ne me v pole pela, ne mi roke zvežem, ampak to nisem več jaz. Pa se strašiš, hvala Bogu je bilo tako in sem imel srečo, da sem neko mlado psihiatrinjo na leto, ki je pa te stvari tako dosti poznala in so bila tako zelo hitro na šistem. A veš, vprašala je, služba kakšna? Ja, služba, odgovorna, pozicija, šport, ja, valjda, športnik, gonar, bicikl, kanorc. Se začela smejati, prav, se pol veva, kje sva, ne. Ampak je pa okrevanje, se veš. Jaz v življenju, ker sem si nekaj želel, nek cilj hotel doseči, sem vedno najdel bližnjice, klej pa ni, ne. To je tisto, ki je najbolj... Težko se sprijazniti s tem, da to ne bo 14 dni, to ne bo 1 mesec, to ne bo 2 meseca, ampak bo trajalo dalj, da boš prišel nazaj, da boš približno funkcioniral. Jaz sem tam 7-8 mesecev sem rabo tako. Je šlo postopoma. Je pa res, tako kot ti vsi rečejo, ni zdravila, ni zdravnika, ki te pozdravil, dokler se sam odločiš, da se hočeš vrniti. Ker se sam enkrat odločiš, tako res odločiš, nekje globi, ne da si ti v špegu gledaš, pa govoriš na glas, pa sem sebe, ker se nekje, ne vem, vse odločiš, da tle nočeš več biti, takrat pa začne iti na gor. Pa je bil kakšen tak moment, ki se še zdaj spomniš, da ti je preskočil od unga dneva naprej, si pa rečemo začel kvazi normalno funkcionirati? Ne, ni bilo, so pa bili momenti tako, take odločitve. Jaz sem še tisti let, ko se mi je to zgodilo, v bistvu 2 meseca zatem sem se izogibal vsem druženjem, vse, ker dejansko so me te zvoki, vse, kar je bilo na glas, me je motal, je bilo to je tako, težko ti povem, ampak tako, ko se midva pogovarjava, recimo je tako zgleda, kot bil na koncertu, pa veš, kako je, če greš na koncert. Ja. Šli smo tako na en tak družinski izlet, ki smo ga imeli že prej v planu, pa je bilo odločitev, jaz sem se pa, skozi sem se bal sam biti, veš, ker prijo tisti panični napadi, ki ti srce razbija,
ker ne veš, kaj boš, kar umrlo, se v srce ostalo, tako, neki novega, ne poznaš stvari, vse veš, koliko smo ljudi, mislim, ljudje s stvarmi, ki jih ne poznamo, a ne. Pol še strah svoje naredi vedno, je bil en tak družinski izlet, ker mi je bilo strah, ker smo šli z avionom, pa sem se odločil, ti si bila res ena taka prelomnica, ker sem se odločil, nič, grem. Pa bil sem uriti totalni, ampak sem šel. Pa tam nisem neki super funkcioniral, ampak je bilo, je bilo dobro. Tisti je bil en tako, jaz po moje, tako je največji korak, da se odločaš, ker sam ne moreš iti do trgovine, da bo šel pa kar nekam v tujino za en teden. Ampak tam je bilo tako. Šli smo v Valencijo in tam je bilo, a veš, tam je že Melos. Še nisem bil, ampak. Ja, bil je oktober, kle se je že hladil, tam je bilo tistih 30. Pač sem si vzel, jaz sem bolj na počas, kakor sem lahko sledil. Kakor da bi šel na nek happy place. Ja, tako nekako. Ampak bolj je tista lastna odločitev, da bo zmogel, a veš, strah, kako bom na letališču, tam ne moreš reči vsem, zdaj me puste primer, ali pa se na skreto sest, pa ta zadnjo minuto na avion laufat. Pol, kako je tam na avionu, ko je tam tisti paničen napad, ampak sem tako nekako. Takrat to bi lahko rekla, da je bil preklop. Tam na avionu sem se čist fokusiral na Tamalo, da sebe sem čist izklopil, kako te je strah, tako da ti slet je šel, polka to enkrat zguraš. Pa je bila še tam ena taka izkušnja, da smo imeli en apartman najet, ki ga še taksist, ki je bil tam ni najdel, ob 3 po noči ali 2 smo iskali tisti šit, ki je zdaj kar kle, kako mi je to s folgo, ki še sam sabo težko, ampak ja, tako dobra izkušnja je bila, no. Mislim, ja. To pomeni, da takrat si se odločil, da ok, zdaj pa pač moram iti čez to in pač kakor da Ja, je nek switch zdaj- button. Tako. Gremo probat in To mi je Kar bil bo. tako, dejansko en tak največji preskok. No. Od tam naprej, pol, ko smo se vrnili, se mi zdi, ne da je bilo dobro, daleč od tega, ne more biti, ampak od takrat je šlo tako, je začeli iti tako pa res nagor. No. a pa si, Takrat sem tudi vedel, da moram iti malo čez te strahove, pa to, veš. pa si človek, ki mogoče vse bolj racionalno gleda, tako da lahko rečem mogoče malo bolj črno-belo, ali si tak, ki si bo vedno postavljal vprašanje, ok, zakaj pa je tako, zakaj se pa to meni dogaja, iz kje pa to potegnem, ali to, kaj je zato. Ne, jaz sem ful raziskoval takrat, to me je to tako vam, veš, nisem bil en od onih, ki sem se vase zaprl, pa sreča je, takrat se je tudi tako selekcija ljudi naredila v mojem življenju, tako sama se je naredila, veš. Ker pol kar naenkrat vidiš, da je ogromno ljudi zaradi tebe, ki so te rabili. Zdaj, ki jih ti rabiš, jih kar ni. Pa pol, ki si vedel telefon, ki je zvonil, točno sem vedel, zakaj me kliče, pa se nisem oglasil. Ja. Veš, ne morem. Mislim, če zase ne morem skrbeti, kje bom tep nekaj naredil, zrihtal. Ja. Pač in sem imel pa par ljudi tako, ki so res vsak po svojih najboljših močeh. Jaz sem takrat, to je tako en čuden, mislim, vsak dan sem ene in iste zgodbe govoril, veš, ampak to je bil del terapije moje. O tem sem veliko govoril, sam sebe slišal, veliko sem okrog govoril, spraševal, tako, tudi zelo hitro sem se odločil, da grem na psihoterapijo, ker konec koncev nisem vedel, sploh zakaj se je to zgodilo. Zame je bilo to vse novo, meni ni bilo doma, noben ni umrl, nisem se ločil, noben tak pretres se ni zgodil v mojem življenju, da bi se mogel nekaj takega zgoditi. In nisem sploh vedel, kaj so vzroki. In sem pa tak človek, da brska, da hočem vedeti. Ne. In do kakšnega zaključka si prišel. Ja, vse veš, pol tiste tvoje, dejansko, tvoj karakter, tvoje osebne lastnosti, te večinoma pripeljejo. Ta dokazovanje, koliko zmoreš, perfekcionizem. To tudi, kar nas od majhnega uči, jaz ne vem, kako je bilo pri tem, ampak dej, a veš, bod priden, tih bo deli, da boš kaj dosegel, ne. Veš, mislim, če te nekaj mod, zakaj bi bil tih, ne. Nažalost sem že večkrat dokazal, da Da greš rad malo po svoje. da grem malo po svoje. Ja. To, Tako da ne vem, ali je to dobro, ali je Je, slabo. dober je, dober.